nastajala približno leto in pol in sicer pred slabima 2 letoma sem naredil nek slučajen madež, neko formo, ki me je zelo spominjala na formo, ki sem jo videl v prilogi znanosti, v tiskanem mediju, in sicer neke bakterije, katere sem šel potem preveriti na Google in sem pravzaprav našel to podobnost in sorodnost. In od takrat je potem nastala ta ideja o naslovu razstave. Zakaj je naslov tak? Epidemic Allergy. Zakaj v angleščini? Ker je angleščina pač najbolj pandemičen jezik na naši obli. To je en razlog. Drugi razlog je v prevodu angleškega slovarja, angleško-slovenskega slovarja, ima trojni pomen. In sicer je prvi splošnost, kar je blizu abstrahiranja, drugi je vesoljnost in tretji je tisto, čegar se najbolj bojimo, česar nas je najbolj strah. Alergija se pa tiče posameznika, ki je preobčutljiv na določene substance ali pa nesubstance. Torej, lahko smo alergični tudi na neke pojave, neke ljudi in zato rabimo protitelesca, ki jih vnašamo ali pa jih proizvajamo sami. Moja protitelesca so v tem primeru te slike, katere so v galeriji Kurna. Sliko ta prvo treba misliti, potem jo izmisliti, kar se začne proces. Moj proces je relativno kaotičen, naključen, intuitiven. Proces me pa vodi, ker je odprt in me vedno znova preseneča. Nastajajo neke nove forme, ki so zoomorfne, antropomorfne, amorfne, vendar imajo to neko asociativno moč in hkrati tudi ambivalentnost, večpomenskost, ki vplivajo na naš spomin. V tem procesu samem pa v glavnem delam na tleh, s tem, da seveda objekt, sliko obračam na vse možne načine, pustim lazuri, da delajo svojo pot, to se pravi, pustim tudi materialu, da ima svoj proces. V nekem momentu ga ustavim ali pa pač pustim, da gre do konca. In tako se nagovarjamo z sliko. Proti koncu pa seveda je vedno bolj vklopljen ta mentalni del in neka odločitev, da je dovolj in takrat se nekaj približno konča, mogoče še z nekim manjšim premislekom. Seveda, upoštevam to naključje, to je sestavni del tega procesa. Jaz pričakujem nepričakovano. V tem je ta ena od mojih mojih pristopov do slikarstva. Je pa, kot sem že prej rekel, je pa delno kontrolirano. V nekem momentu to naključje zaustavi. V tem postopku uporabljam pač več plasti, to so lazurne plasti, ki se prekrivajo ena nad drugo, ena ima morda malo več pigmenta, ampak s tem v bistvu to naslojevanjem se mi odpira neznani prostor in ta me potem motivira, da grem naprej potem v neko strukturo, ki je potem na koncu vidna. Te temine, črnine, pravzaprav boljši izraz bi bil temine, v različni tonaliteti in potem tudi z različnega zornega kota pogledano imajo nek prostor, ki se ne opazi mogoče na prvi pogled. Morda je treba včasih iti tudi malo z leve proti desni, da se odkrijejo te plasti in te prostori. Tukaj je pač malo heca zaradi uporabe različnih barv kot takih in pa razredčilcev, tako da tudi vsak potem nanos ima svoj efekt, nekaj prekrije, nekaj pa spusti skozi transparentnost.
Zato ta morda 3D učinek, kar me pač seveda veseli, ne. Včasih so zelo tanke meje med abstraktnim in figuralnim. Predvsem v teh formah, ker sem prej večkrat govoril, ki so lahko antropomorfne, zoomorfne in tudi amorfne, je ta približek iz spomina, ne, blizu mogoče figuraličnosti, ne. Na koncu, na določenih slikah, tudi na tej za mano, pride to mreženje. Itak vemo, kaj vse je omreženo v nas ali pa izven nas samih, ne. Ta pandemičnost je tudi v tem kontekstu slike, ki je za mano, torej povezava v globalnem kontekstu nas samih na tej obli in sicer vpetost v neke družbene strukture, pa če mi to hočemo ali nočemo, ne. In te mreže so pravzaprav z tipografijo, ki je stara tipografija starih pisalnih strojev, ki se ne uporablja več. Torej, to je namenoma izbrano, ne. Nek relikt preteklosti pa še vedno funkcionira, ker lahko beremo, ne, tudi to tipografijo. No, tako da recimo na nekaterih slikah sem začel z ravnimi črtami, kot sem hotel delati neke rdeče krvničke na organizmu, ki je slika, s tem je ravno ta proces potem naredil te mreže, povezave, nekaj je delano z pršilom, nekaj je delano z ročno pisavo, tako da se ene stvari osebne in pač neosebne prepletajo v tem organizmu, ki ga jaz razumem kot sliko. Torej, nekje koncem 90-ih let, ko sem opustil iz dela, ki sem jih imel kot kubuse, pakete, so nekateri imenovali, se pravi, to tridimenzionalnost, to močno telesnost poudarjeno. Ko sem to opuščal, sem hkrati širil, debelil podokvir, tako da sem na nek način ohranjal to telesnost slike. V nekem momentu se mi zazdelo, da ne rabi več biti pribita na zid. In sem z distančnikom odmaknil telo in dobil v bistvu neko lebdeči objekt z tem, kar mogoče malo kdo opazi, sencami, ki naredijo to tridimenzionalnost še povečajo. Prej sem omenil o neki neskončnosti v slikarstvu, ne, in zdaj, če bi jaz omejil na točke A, B, C, D formata kot izrez, bi nekako se mi je zdelo, kot da bi bil neko ploščnato, plakatno formo. Namen podokvirja debelega pa je seveda tudi ta, da se slika nadaljuje, ne, da v bistvu ni konec. Tukaj je malo te igre, tudi z napisi, seveda so v funkciji tega telesa, slike kot telesa. Da bi vklapljal neke nove medije v svoje slikarstvo, me absolutno ne zanima. Zanima me slikarstvo kot medij. Zdaj pač tukaj je stvar neke odločitve, morda mlajši ljudje so bolj občutljivi na temu vse sodobnejše prakse z mešanjem tehnike in tehnologije, kar je popolnoma legitimno. Vendar je slikarstvo, vsaj meni se tako zdi, never ending story, in ne more biti v umetnosti, kako lahko nečesa konec. To je neomejen prostor, kjer se še vedno da morda nekaj malega vložiti noter, zato je to trd oreh danes. Tako se mi dozdeva, da je lažje vzeti morda neko tehnološko
noviteto in jo povezati z vizualno umetnostjo, z temi mediji, elektronskimi in tako naprej. Poanta je pa, če je zadeva močna in prepričljiva, potem je upravičena in legitimna. In ne glede na to, kakšen medij, material ali pa karkoli se že uporablja pri ustvarjanju. Postavitve se mi zdijo pa sploh ravno tako pomembne kot samo delo v ateljeju. Če slabo postaviš razstavo, jo boš pač izgubil. Če jo izjemno dobro postaviš s premislekom, uspešno, boš podprl tudi slike same. V tem ritmu veliko, malo, v tem kontrastu, ki se seveda tudi navezuje na črno-bele te kontraste, je ta notranji ritem seveda upravičen, je pa sicer tudi nekako se mi zdi malo rdeča nit v mojih postavitvah v zadnjih 10 let. Približno se igram s tem veliko malo, v tem smislu nekega tempa, morda nekih presenečenj na trenutke. To pa pač ni več odvisno od mene, to je odvisno od gledalca.